No, danes sem tematiko namenil predvsem osnovnim priporočilom pri zaposlovanju oziroma iskanju kadra. Zakaj sem to pravzaprav naredil? Iz enostavnega razloga, ker v zadnjem času je opaziti kar nekaj objav za zaposlitev in opažamo, da se te objave ponavljajo konstantno na en in isti način. In kaj se zgodi? Kandidati, ki to prebirajo, seveda, če jih že prvič ni pritegnilo, jih ne bo niti drugič, tretjič ali petič, desetič. Torej, treba je narediti nekaj, kar je drugače, nekaj, kar bo bolj učinkovito, nekaj, kar jih bo dejansko pritegnilo, kajti če tega ne bo, tudi kandidatov pravih ne boste mogli pridobiti, ne. Kateri so najpogostejši opisi ponudbe? Dajmo si pogledati. No, v večini tekstov je zaslediti, da se išče osebe, ki so simpatične, prijazne, komunikativne, po možnosti, da imajo tudi že delovne izkušnje, da so zanesljive, da znajo se prilagoditi delovnim okoliščinam in v zadnjem času predvsem opažamo to, da se išče kandidate, ki poznajo socialna omrežja, zato da bi lahko pripomogle k pridobivanju novih strank. Vendar obstajajo pa določeni kriteriji, ki se jih moramo obvezno držati. To so trije osnovni kriteriji in pri teh osnovnih kriterijev, koliko ne zaznate nekih pozitivnih učinkov, je veliko bolje, da se za kandidata ne odločite. Prva stvar, ker je, morate ugotoviti, kakšne delovne navade ima ta oseba. Če je kje že bila zaposlena, je dobro preveriti, kaj je delala, kako so bili z njo zadovoljni. Sicer ni rečeno, da boste dobili 100% informacije, vendar dobro se je pozanimati. Dobro je tudi vedeti, kakšno ima ta oseba, koliko je kulturna oziroma kakšen oziroma koliko pozna bonton, kajti je to ključnega pomena za komuniciranje s strankami. In seveda tretja stvar, ki je zelo nujna, da jo preverite, je njena želja po razvoju. Torej, če oseba nima želje, da išče samo sigurnost in ne službo, s takšno osebo si boste težko pomagali. Sedaj pa si poglejmo, kako postopati za to, da bi dobili dobre kandidate. Najprej, kar je, morate opisati vaše delo, kajti v oglasih se to redko kdaj zasledi, ne. Povejte torej, kdo ste, kaj pri vas delate in kakšno ponudbo pri vas imate oziroma kakšna dela pri vas izvajate. Ravno tako pojasnite, v čem ste posebni ali drugačni od konkurence. V čem se vi razlikujete od ostalih, kajti to bo kandidata zagotovo veliko bolj pritegnilo, imel bo neko zdravo osnovo, iz katere bo razvidno, kaj točno vi želite, ne? In veste, kaj še pojasnite? Zakaj naj bi se nekdo zaposlil ravno pri vas? Zakaj ravno pri vas? V čem ste vi drugačni od ostalih, torej zato, da bi sprejel odločitev, da se zaposli pri vas. No, tukaj imamo še eno zadevo, na katero ne smemo pozabiti, in to je, opišite karakteristike osebe, ki jo iščete. Pojasnite, še enkrat poudarjam, koga iščete, kakšna naj bi imela ta oseba kompetence, katere od nje pričakujete. Ravno tako opišite aktivnosti, ki naj bi jih ta kandidat izvajal. Če potrebujete kozmetičarko, jo lahko potrebujete za različne storitve ali za specializirane storitve. Če potrebujete nekoga, da izdeluje samo nohte ali da izvaja pedikuro, ker ste vi preobremenjeni, potem to pojasnite. Če potrebujete kozmetičarko z določenimi izkušnjami na posameznih oziroma specializiranih storitvah, to konkretno povejte. Tega je zelo malo zaslediti pri objavah za zaposlitev, ampak to je ključnega pomena, brez tega bo težko pridobiti pravi kader, ne. In še eno zadevo,
na katero absolutno ne smemo pozabiti. Opišite tudi, koga ne iščete. Zakaj? Zaradi tega, ker s tem, ko to opišete, opravite že neke vrsto naravne selekcije. Torej, če se nekdo ne vidi v nekem kontekstu, se ne bo prijavil. In še eno stvar za konec bi želel poudariti. Predno vam pošljejo CV, napišite neko geslo, katerega morajo obvezno napisati, ko vam CV pošljejo recimo preko e-maila. Nekateri, ki me spremljate že dlje časa, ste to zagotovo že slišali. Dobro je napisati recimo, da se prijavijo na geslo: to delo želim na vsak način pridobiti. Zakaj? Zato, ker osebe, ki si takšnega dela ne želijo pridobiti, se preprosto ne bodo javili in tako boste ustvarili že začetno selekcijo, kar je velikega pomena, da se vam ne pojavljajo tako imenovani padalci, ki iščejo sigurnost. Vi ne potrebujete, vi niste socialna ustanova, vi ste podjetje, ki mora ustvarjati profit. In da bi to delali, morate imeti temu primerne zaposlene. Toliko za danes. No, jutri bomo dodali še kakšno zanimivo tematiko, da kar spremljajte. Sedaj, ko boste doma, si boste delali lahko tudi različne zapiske, lažje se boste pripravili in videli boste, da vsaka informacija, vsaki delček znanja veliko pomeni pri tem, da boste lahko razvijali sebe in svoj posel naprej. Lep in uspešen dan vam želim in se vidimo. Srečno.